Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Narava najbolje ve, kako do zdravja. Pa še res je tako. Danes vam bomo predstavili slovensko podjetje Bihempti, ki dejansko tisto, kar je najpomembnejše, ne samo, da je slovensko podjetje, tudi deluje na slovenskem trgu in dejansko izdelki, ki jih je bilo do zdaj že vsaj 200 000 prodanih, govorijo o kvaliteti in o temu, kaj dejansko podjetje ponuja. Sicer pa lahko njihove izdelke, drage gledalke in gledalci, najdete tako v lekarnah, specializiranih trgovinah z zdravo prehrano in tudi naravnimi zdravili. Danes bom v naši družbi pozdravila seveda mojega današnjega gosta, gospoda Tomaža Rosiča. Tomaž, lepo pozdravljen in dobrodošel. Sem zelo vesela, da sva spet skupaj v našem studiu. Pa dajva čisto za začetek povedati, s čim se podjetje Bihempti sploh ukvarja. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu podjetja Bihempti in hvala lepa za vašo pozornost. Danes vam bomo razkrili nekaj informacij, ki vam lahko spremenijo življenje na bolje. Zato ostanite z nami do konca. Če govoriva torej, Tomaž, o vrednotah, o viziji, o poslanstvu podjetja. Ja, to nam je pravzaprav zelo pomembno. Vrednote podjetja so, jih lahko kar naštejem, 3 glavne, torej odlična skrb za stranko, na prvem mestu, druga učenje, stalno učenje, in tudi zapriseženost k sami odličnosti. Zdaj, na trgu je ogromno različnih podjetij in vemo, da konkurenca je močna. Ljudje se kar malce zgubijo vmes, ko razmišljajo dejansko, kaj je tisto, kaj bi vi rekli, da vaše podjetje dela drugačno, edinstveno, Tomaž? Ja, kar nekaj zadev je, naj jih samo nekatere naštejem. Torej, poštenost je ena od stvari, potem odlična skrb za stranko in učenje, kot sem že omenil. Samo poslanstvo pa je, ki ga imamo, je pomagati, želimo pomagati ljudem do boljšega zdravja in zadovoljstva s pomočjo narave. Seveda pa tukaj ne moremo mimo naslednjega dejstva. Narava najboljše ve, kako do zdravja in ravnovesja. Omenil bi pa še tretji element, ki je morda najpomembnejši. Vizija, ki jo imamo, je, da pomagamo 1 milijon ljudem v prihodnosti do boljšega ravnovesja, blaginje na naraven način. Zdaj, danes bova, Tomaž, govorila o izdelkih, ki so lahko včasih tudi malce problematični, zato ker se ljudje ustrašijo, ko slišijo konoplja. Se pravi, predstavila bova izdelke iz konoplje, ampak kljub temu se mi zdi zelo pomembno, da ljudem poveva, zakaj je konoplja tako edinstvena. Ja, zelo dobro vprašanje. Bi mogoče še omenil, da Bihempti je 100% slovensko podjetje, da posebnost je tudi v tem, da sodelujemo z zdravniki in farmacevti, nekateri zdravniki nas tudi priporočajo, in da imamo 80% zadovoljstvo kupcev, ki se vračajo, in imamo tudi lasten terapevtski center, kamor lahko stranke pokličejo. In še na zadnjem mestu bi še omenil to, da imamo tudi 100% garancijo na zadovoljstvo. Vprašanje je pa bilo, kaj naredi konopljo tako posebno, in tukaj je pravzaprav zavedajmo se, da konoplja vsebuje več kot 500 različnih kemičnih spojin, od katerih jih je vsaj 144 kanabinoidov, ki lahko pozitivno vplivajo na naše zdravje. Poleg kanabinoidov, ki jih konoplja vsebuje, pa najdemo še terpene, flavonoide, maščobne kisline, vitamine in minerale. In raziskave so pokazale, da vse to še dodatno povečuje terapevtski potencial rastline. Najpomembnejša misel pa je, narava najboljše ve, kako vas postaviti nazaj v ravnovesje. Ampak vseeno ne morem, Tomaž, tukaj mimo vprašanja, kako pomembna je konoplja za zdravje in na kak način dejansko sploh deluje? Ja, morda
da vam dam en konkreten primer. Kanabinoidi, ki smo jih omenili, ki so v našem telesu, pravzaprav oni so kot dirigent v orkestru. Kaj to pomeni? Predstavljajte si, da so celice in organi v našem telesu glasbeniki. Vsak ima svoj inštrument, nekdo igra kitaro, nekdo trobento in tako dalje. Ampak, da lahko ta orkester lahko ubrano igra, da lahko pride do harmonične melodije, potrebuje seveda koga? Dirigenta. Kanabinoidi pa prevzamejo ravno to nalogo. Torej, uravnavajo komunikacijo med celicami, organi in zagotavljajo pravilno ravnovesje, da se naše telo lahko postavi, da je usklajeno in harmonično. In ko primanjkuje teh kanabinoidov, ki so v tem primeru, ki ga zdaj dajemo dirigenti, nastane v telesu kaos. Kajti orkester brez dirigenta bolj slabo igra. No, in ko jih zopet mi dodamo kanabinoide, torej dirigenta, se zopet vzpostavi ravnovesje in zaigra čudovita simfonija zdravja. Morda najbolj zanimivo pa je nekaj, česar se sploh nismo zavedali. Kanabinoide proizvaja tudi naše lastno telo. In zato so našemu telesu lastne oziroma znane snovi. In neštete študije so pokazale, da kanabinoide v našem telesu skrbijo za generalno ravnovesje celic in organov na povsem naraven način, spodbujajo ravnovesje. Ves čas pa se dobro zavedamo naslednjega dejstva. Brez kanabinoidov sploh ne bi bilo življenja, kot ga danes poznamo na Zemlji. Ok, in če zdaj spet malce obrneva v drugo sorto, kako torej dirigent potem dejansko deluje v našem telesu in kako funkcionira naše telo, ko tega dirigenta ni? Kako torej deluje potem naše telo? Zdaj se malce hecam, ker ste sami omenili dirigenta, ampak verjetno si bodo tudi ljudje tako lažje predstavljali vse skupaj. Ja, zelo dobro vprašanje. Torej, orkester brez dirigenta igra neuigrano, neubrano. In ravno tako je v našem organizmu, ko je pomanjkanje kanabinoidov, ki jih tudi naše telo samo proizvaja, smo rekli, je neuravnovesje, pride do neravnovesja, pride do različnih težav, različnih bolezni. In zakaj pa nam sploh primanjkuje kanabinoidov, če jih telo samo proizvaja? V glavnem sta tukaj dva razloga, torej dva različna dejavnika, katere bi izpostavil. Eno je, ko se človek stara, se proizvodnja teh kanabinoidov se zmanjšuje. In drugo je pa življenjski standard, če rečemo, ali pa življenjski stil, slaba prehrana, negibanje, stres, način razmišljanja in tako dalje. In vse to poruši oziroma teh dirigentov potem zmanjka. Še preden preideva torej od dirigenta in orkestra dejansko na najino mizo in našim gledalkam in gledalcem predstaviva to, kar imava na mizi, je čas, Tomaž, če se strinjate, da narediva 2-minutno pauzo in pogledamo prispevek, ki smo ga seveda pripravili za vas, drage gledalke in gledalci. Že kmalu so nazaj v našem studiu. Ime mi je Marija, prihajam iz Krnice, stara sem 60 let, ukvarjamo se največ s kmetijstvom. Slišala sem za te izdelke po televiziji, uporabljam jih že pa približno 5 do 6 let. Poznam še 3 ljudi iz naše doline, ki uporabljajo BeHemp izdelke. BeHemp izdelki so mi najbolj pomagali pri holesterolu. Holesterol se mi je znižal približno za polovico. Pri imunskem sistemu, pri več energije, zvečer pa tudi pri spanju, da boljše spiš. BeHemp izdelke bi priporočala zaradi takšnih ali zaradi drugačnih težav. BeHemp izdelki so preprosti za uporabo. Uporaba 5% kapljic je preprosta.
Da si 6 kapljic pod jezik. Zjutraj in zvečer. In zvečer jih vzamem zaradi tega, da bolje spim. BeHappy izdelki so mi zboljšali življenje, zato bi jih priporočala vsakomur. Jaz bi še to povedala, da je to rožca za vse. Vas mučijo kronične bolečine, anksioznost, depresija ali nespečnost? Ste pod stresom, imate težave s črevesjem, kožo ali si preprosto želite boljšega počutja? Imamo rešitev za vas. CBD konopljina smola slovenskega podjetja BeHappy. CBD smola vsebuje celoten spekter kanabinoidov in zagotavlja naravno podporo pri številnih težavah, kot so artritis, fibromialgija, nevropatija, anksioznost, depresija in stres, nespečnost in motnje spanja, epilepsija, vnetne bolezni črevesja, kožne težave, kot so luskavica, ekcemi, akne in dermatitis, multipla skleroza in druge zdravstvene težave. Posebna ponudba samo danes. V srebrnem paketu boste prejeli 16% CBD konopljino smolo in darilo, konopljin čaj. V zlatem paketu boste prejeli 30% konopljino smolo in darilo, konopljin čaj. Pokličite zdaj in izkoristite posebno akcijo pripravljeno samo za vas. Varno, naravno in učinkovito. Podpora imunskemu sistemu, blaži stres in tesnobo, pomaga pri nespečnosti, lajša bolečine in vnetja, uravnava krvni sladkor, tlak in holesterol, podpira prebavo in lajša želodčne težave, zmanjšuje pogostost epileptičnih napadov. Ne čakajte, da se težave poslabšajo, ukrepajte takoj. Pokličite številko izpisano na ekranu in si zagotovite boljše počutje in vitalnost. CBD konopljina smola. Vaša naravna izbira za boljše življenje. Tako, drage gledalke in gledalci, mi smo spet nazaj v našem studiu in obljuba dela dolg, tako kot sva s Tomažem povedala iz podjetja BeHappy. Torej, danes predstavljava eno krasno ponudbo in omenila sva že orkester, omenila sva dirigenta, zdaj pa je čas, da omeniva še Tomaž, kaj vse imava na mizi in seveda, kaj bova danes tudi našim gledalkam in gledalcem predstavila. 3 izdelke imava, greva lepo po vrsti. Kar začniva, kje bova začela? Ja, danes vam bomo predstavili 2 oziroma 3 izdelke in to sta CBD konopljina smola. To je revolucionaren izdelek in je tudi najbolj prodan v našem podjetju, 16% in 30%. In lahko rečem, da je to izdelek, katerega je preizkusila večina naših strank. Večina naših strank in naj izpostavim naslednje. Pri nas je 80% strank zadovoljnih in se vračajo in ponavljajo nakupe. Najpomembnejše pa je, da ima izdelek CBD konopljina smola, ali je to 16% ali je 30%, celoten spekter kanabinoidov. Torej vsebuje vse te dirigente, o katerih sva prej govorila, ki so nujni za vzpostavitev ravnovesja v našem telesu. Ne morem mimo vprašanja, ki se verjetno postavlja v tem trenutku tudi našim gledalkam in gledalcem, 16% in 30% CBD smola. Dajva povedati, kakšna je razlika in v kakšnih primerih, recimo, katero uporabljamo. Ja, zelo dobro vprašanje. Torej, 16% smola je manj koncentrirana in je primerna pri kakšnih težavah, ki niso tako izrazite, medtem ko 30% smola je pa že lahko primerna tudi za hujše oblike težav. Lahko tudi potem si bomo pogledali, lahko omenim tudi, pomagajo si naše stranke tudi pri demenciji, tudi pri raku in tako dalje. To so pa te višje koncentracije. Ampak seveda doziranje smole je zelo pomembno, da je točno, da je natančno. Imava, Tomaž, tudi kakšno dozirko, s pomočjo katero bodo gledalke in gledalci lahko te stvari dejansko dozirali? Ja, tako, če si pogledamo, pravzaprav doziranje je zelo, zelo enostavno. Presenečeni boste, to je torej CBD smola, ki vsebuje vseh te 500 učinkovin, o katerih smo rekli, je v takšni embalaži.
dobimo potem v takšni dozirki, pa bom pokazal, kako se to uporablja. Zelo enostavno. Tole dozirko, ker je smola, to pomeni, je tudi gosta, torej to niso kapljice, jo privijemo, lahko damo na žličko, lahko damo na prst. Morda kot eno zanimivost bom povedal, raziskave so pokazale, da je ta del tukaj, da je najbolj čist na našem telesu, to je zanimivo. Lahko damo na prst, lahko damo na žličko, jaz žličke nimam, pa bom tukaj dal. To se tako zavrti, 2 cm, 1 ali pa 2 cm, zavisi od težav. Če pogledamo, kamera bo pokazala, vidite. In to damo potem pod jezik. Koliko časa mora potem to pod jezikom ostati? Tako. To se pod jezikom, zakaj pod jezik morda še to? Zaradi tega, ker je naša sluznica najtanjša in tudi najprej pride v naše telo, sedaj pa nekje 5-10 minut ne pijemo, nič ne jemo. Če je slučajno komu grenka, smola lahko en košček kruha poje ali pa mogoče en piškotek ali karkoli, ampak večina naših stran to ne potrebuje, niti ni potrebno. Kako pa je z uporabo te smole, kako pogosto jo potem uporabljamo? Ja, torej smola se uporablja, zavisi od vrst težav, ponavadi 1-krat ali 2-krat dnevno, pri nekaterih težavah pa tudi 3-krat, 1 cm, tudi do 3 cm, pri nekih hujših oblikah bolezni, naprimer. Ja, najbolj zanimivo pa je morda naslednje, da mnoge študije in raziskave in naše stranke poročajo, da lahko CBD smola pomaga pri različnih vrstah bolezni, naj naštejem nekatere od njih, kronične bolečine, kot so fibromialgija, nevropatija, poškodbe živcev, deluje namreč protivnetno in protibolečinsko, potem anksioznost in depresija. CBD namreč vpliva na serotoninski sistem, ki uravnava razpoloženje in stres, potem težave izgorelosti in stresa. CBD direktno vpliva na sistem, ki regulira stres, tesnobo, dobro počutje, epilepsija. Kot zanimivost, nekaj, kar gotovo niste vedeli, CBD je eden redkih naravnih spojin, ki ga dokazano zmanjšuje epileptične napade, uporablja se ga tudi v Sloveniji na pediatričnih klinikih pri otrocih, ki imajo epilepsijo. Potem nespečnost in motnje spanja deluje namreč pomirjujoče in zmanjšuje stres in tesnobo, ki jo seveda vemo, če človek ne spi, če slabo spi, se lahko povzroči to en kup enih bolezni in neravnovesja. Potem vnetne bolezni, kot so vnetje črevesja, CBD namreč zmanjša vnetja v črevesu, potem kožne bolezni, kot so luskavice, dermatitisi, ekcemi, uravnava namreč delovanje lojnic in zmanjšuje vnetje v koži in Alzheimerjeva bolezen in demenca, zmanjšuje kopičenje škodljivih beljakovin v glavi, v možganih. Pri raku se ga uporablja kot podporna terapija in multipla skleroza, deluje namreč protivnetno in sproščujoče na mišice. Torej, vse to, kar smo sedaj našteli, so neštete klinične študije in raziskave, in naše stranke poročajo, da jim pomaga pri vsem temu. Še bova se vrnila k CBD-ju, tako 30% kot 16%. Še bova predstavila tudi konopljin čaj, a že čez nekaj trenutkov, drage gledalke in gledalci, sva ponovno s Tomažem nazaj v našem studiu in seveda poveva še kaj več o ostalih stvarih. Sem Mirko Tratnik, letos sem dočakal 93 let. V življenju sem bil vse skozi na vodilnih mestih v gospodarstvu v Idriji. Glede na to, da sem pretiraval pri svojih zaposlitvah, sem doživel bolezen, ki je bila zelo težka. To je angina pectoris. Tako sem tudi jaz potem poprijel in začel uporabljati konopljo. Uporabljal sem jo dnevno in to dobrih 3 leta. Lahko trdim, da sem angino pectoris pozdravil. S pomočjo konoplje sem zaživel povsem novo življenje, ponovno mladostni fant. Konoplja me je popolnoma pozdravila, zato lahko BeHempiju zaupate in začnete uporabljati konoplje. Uživajte življenje, tak, kad je vam nudim.
Tako, drage gledalke in gledalci, pa smo ponovno nazaj v našem studiu. Še zmeraj vam danes z gospodom Tomažem predstavljava odlične konopljine izdelke, ki niso samo slovenskega porekla, ampak so seveda tudi zelo zdravi za uporabo. Ampak kljub temu, Tomaž, ne morem mimo vprašanja. Ljudje se velikokrat konoplje bojijo zaradi zasvojenosti, zaradi nekih stranskih učinkov, ki jo konoplja ima, vendar ne vsaka. Tukaj morava poudariti in ljudi tudi opozoriti, da ne govoriva o konoplji, s katero bodo ljudje lahko zasvojeni, kaj ne? Tako je. Torej, industrijska konoplja je povsem varna in jo lahko uporabljamo brez vsakršnih težav. V 11 letih pri nas ni bilo nobene težave. Lahko povem, da tudi kombiniranje zdravili je povsem varno. Če že imate neke terapije predpisane strani zdravnikov, sama konoplja se ne prihaja do kontraindikacij in neštete študije so to tudi pokazale, zakaj ne prihaja do kontraindikacij, ker so kanabinoidi telesu lastne snovi, kar smo že prej rekli, in ne povzroča zasvojenosti na prvem mestu, drugo ne povzroča stranskih učinkov in je povsem varna industrijska konoplja. A imava vseeno kakšen krog ljudi, Tomaž, ki pa ne sme uporabljati konopljine smole? Pravzaprav konopljo, kot zanimivost, lahko povem, se uporablja tudi v kliničnem centru na pediatriji pri epilepsiji, torej uporabljajo tudi pri otrocih in dosegajo izjemne učinke. Na internetu imate klinično objavljene rezultate študij, ki so izjemni, torej močno zmanjša število napadov. Tako da konoplja in kanabinoidi ne povzročajo nobenih težav. Spomnil sem se ene zanimivosti še. Ko mama rodi otroka, je najboljša hrana za otroka katera? Ja, mleko, mamino. Mamino mleko, ja. In uganite, kaj se nahaja v maminem mleku tudi? Dirigent. Dirigent, kanabinoidi. Torej, rekli smo, naše telo samo proizvaja kanabinoide in tudi v materinem mleku so močno prisotni, ker ščitijo otroka, da je zdrav, da je v ravnovesju in vemo, da pravijo, da čim dlje mama lahko doji otroka, tem boljše za otroka. Tem boljše je za otroka. Tako da v bistvu nimava ene populacije ljudi, ko rečeva, aha, tukaj pa stop, vi pa ne smete jemati konopljine smole. Ne, ni tega. Še enkrat dajva, Tomaž, preden greva na konopljin čaj, povedati, kako jemljemo in uporabljamo konopljino smolo in prvo, preden greva na to vprašanje, dajva še odgovoriti, kje jo lahko gledalke in gledalci sploh naročijo. Ja, naročite jo lahko na spodnji številki 080 34 29, izkoristite priliko, kajti takšne prilike več ne bo, ker so izjemne ugodnosti. Lahko jo dobite tudi v več kot 250 specializiranih trgovinah, lekarnah, torej pojdite v lekarne, vprašajte, v večini lekarn v Sloveniji to dobite in kar je še pomembno, dajemo garancijo na zadovoljstvo, če zadovoljni ne boste, vam 100% vrnemo denar nazaj in bi rekel, da naslednje, pripravite se na neverjetne učinke CBD konopljinih izdelkov iz konopljine smole. Zdaj, če gledam iz svojega stališča, ne glede na to, da sem mlada, jaz imam kar nekaj težav, sploh recimo blazne bolečine v kolkih, kolenih, to ni več vezano toliko na leta, bomo rekli, ampak dejansko na pač nek nov način življenja, premalo gibanja in tako dalje, mogoče malce tudi seveda genetika, ali recimo lahko tudi v takih primerih, ko se nam pojavljajo bolečine v sklepih, v mišicah, ne vem, smo zakrčeni, uporabljamo konopljino smolo. Ja, zelo učinkovita je konopljina smola pri tovrstnih težavah, torej težavah, bolečinah mišic, sklepov,
gibalnega sistema in naše stranke, ki torej uporabljajo iz teh razlogov, nam poročajo, da so se jim te težave, da se jim zmanjšajo, oziroma nekatere tudi povsem odpravijo. In zdaj dajva še povedati, Tomaž, kako se pa sploh jemlje smola, danes sva že pokazala, ni je treba več dozirati, da ne bo preveč, ampak gledalke in gledalci bodo torej tako pri 16-odstotni, kot tudi pri 30-odstotni konopljini smoli dobili zraven poseben dozirnik, s katerim torej dozirajo, navodila so seveda priložena, kaj ne, in pa seveda vaša telefonska številka, na kateri lahko dobijo vsa potrebne informacije, odgovore na vsa vprašanja, če se le-ta pojavijo. Tako da brez strahu, dajva pa kljub temu na kratko povedati še kaj o konopljinem čaju, ki ga v današnji akciji dobijo gledalke in gledalci kot darilo, kaj ne? Tako, konopljin čaj kot darilo, ampak bi morda še enkrat torej izpostavil, uporaba konopljine smole je povsem varna in zelo enostavna, dobi se jo v takšni škatlici, pa dozirki. Dozirko se potem ali se stisne, ker je navijak, se stisne, pride ven smola in to se uporabi 1 centimeter ali 2, enkrat, dvakrat ali 3krat dnevno, zavisi od težav in to se da pod jezik in potem 5-10 minut se nič ne pije. Torej, uporaba je zelo, zelo preprosta, enostavna in prvi rezultati so že po nekaj dneh. Tako da bova hitro slišala, kakšni so učinki tudi naših gledalk in gledalcev, ki bodo izdelek naročili. Zdaj pa torej še na konopljin čaj, ki ga bodo v današnji akciji gledalke in gledalci dobili brezplačno zraven. Tako je, torej konopljin čaj je pa danes prav posebej razmišljali smo, kaj bi danes za naše stranke, kako bi jih razveselili še posebej in odločili smo se, da vsaka stranka, ki bo kupila, bo tudi dobila konopljin čaj in konopljin čaj je pravzaprav en naših najstarejših izdelkov, mi smo že 11 let na trgu. Konopljin čaj se uporablja predvsem za čiščenje organizma, sedaj, ko je pomlad, je zelo, zelo dobrodošlo, torej potem pomaga pri spanju, za lepši in mirnejši spanec. Za lepši in mirnejši spanec, pomirja, čisti organizem in je pravzaprav lahko rečemo, da je to eden najboljših antioksidantov. Tudi v tem hitrem tempu življenja pride zelo prav, da se malce umirimo, vemo, da velikokrat zaradi stresa ne moramo zaspati in ta čaj nam bo zagotovo pomagal. Se uživa torej zvečer, Tomaž? Čez dan se ga uživa, čez dan in naše stranke poročajo temu, da ko so ga enkrat probale, ga redno naročajo, tako da so zelo, zelo zadovoljni. Kako, ena skodelica ali kako je z doziranjem? Ena skodelica, ja, približno 2-3 minute se ga pusti v vodi in potem se to vrečko, filter vrečko da stran, potem se ga pa potrebi nekateri, jaz ga pijem brez vsega, primer, nekateri dajo malo medu, nekateri dajo malo mleka, skratka. Ampak efekt je enak. Čudovit, efekt je čudovit, boste več kot zadovoljni. Odlično. Skoraj da smo pri koncu današnje oddaje, minutko imava do konca, če potegneva črto in da hitro poveva gledalkam in gledalcem še enkrat, za katere težave lahko uporabiva konopljino smolo. Ja, torej konopljina smola pomaga pri različnih vrstah težav, če imamo kožne bolezni, če imamo bolečine v sklepih, v mišicah, potem tudi pri težavami z imunskim sistemom, uporablja se ga tudi pri raku, pri Alzheimerju, pri epilepsiji, pri Parkinsonovi bolezni, pri črevesnih težavah. Bolečine v sklepih. Bolečine v sklepih, mišicah, tako. Tako da mislim, da celo telo zajema, tako da, drage gledalke in gledalci, ne glede na to, kakšne so vaše težave, Be Happy ima zagotovo rešitev za vse. Čaj, ki ga imam trenutno v rokah, je brezplačno darilo ob današnjem nakupu in kot smo že povedali, telefonska številka 080 3429 je prava za vaša naročila, tako da pohitite, da ne ostanete brez te krasne današnje ponudbe. Tomaž, hvala lepa za obisk v našem studiu. Jaz verjamem, da sva povedala vse in še več. Kljub temu, če pa gledalke in gledalce še kaj zanima, pa spodnja telefonska številka za vsa vprašanja in odgovore. Tako da hvala lepa za obisk v našem studiu in upam, da kmalu spet. Da, jaz bi še zaključil s tole mislijo, da narava najboljše ve, kako poskrbeti za našo zdravje in ravnovesje
In zaupajte BeHappyju, izkoristite priložnost in naročite sedaj svoj izdelek na spodnji številki. Ne bova več nič dodala, to je vse, kar je potrebno povedati. Hvala za obisk v našem studiu. Vam, drage gledalke in gledalci, pa seveda hvala lepa za vašo pozornost in kmalu nasvidenje. Vas mučijo kronične bolečine, anksioznost, depresija ali nespečnost? Ste pod stresom, imate težave s črevesjem, kožo ali si preprosto želite boljšega počutja? Imamo rešitev za vas. CBD konopljina smola slovenskega podjetja BeHappy. CBD smola vsebuje celoten spekter kanabinoidov in zagotavlja naravno podporo pri številnih težavah, kot so artritis, fibromialgija, nevropatija, anksioznost, depresija in stres, nespečnost in motnje spanja, epilepsija, vnetne bolezni črevesja, kožne težave, kot so luskavica, ekcemi, akne in dermatitis, multipla skleroza in druge zdravstvene težave. Posebna ponudba samo danes. V srebrnem paketu boste prejeli 16% CBD konopljino smolo in darilo, konopljin čaj. V zlatem paketu boste prejeli 30% konopljino smolo in darilo, konopljin čaj. Pokličite zdaj in izkoristite posebno akcijo pripravljeno samo za vas. Varno, naravno in učinkovito. Podpora imunskemu sistemu, blaži stres in tesnobo, pomaga pri nespečnosti, lajša bolečine in vnetja, uravnava krvni sladkor, tlak in holesterol, podpira prebavo in lajša želodčne težave, zmanjšuje pogostost epileptičnih napadov. Ne čakajte, da se težave poslabšajo, ukrepajte takoj. Pokličite številko izpisano na ekranu in si zagotovite boljše počutje in vitalnost. CBD konopljina smola. Vaša naravna izbira za boljše življenje.